Zlata ribica. Mačeha nažene svojega bedastega pastorka z rešetom po vodo. Nerodnež, kakor ga je imenovala, gre k studencu, pa namesto vode ostane v rešetu le ribica. Ki se je sedaj, ko je voda iz rešeta odtekla, pričela hudo premetavati. Že jo hoče namesto vode odnesti mačehi, a kako strmi, ko ga ribica takole nagovori. Ljubi moj, deni me v vodo nazaj, saj vidiš, da moram na suhem umreti. Tudi tebi bi se ne zdelo dobro, če bi te kdo v vodo pahnil in bi moral utoniti. Saj ti ne bo zastonj. Kar boš v mojem imenu prosil, ti bo dano. Dobrega srca, kakor je bil, brez pomisleka vrže ribico nazaj v vodo in znova poskusi zajeti vodo, da vidi, če se mu ni ribica morda zlagala. Z besedami: zlata ribica, da bi rešeto vodo držalo. Porine rešeto v vodo in ga spet dvigne. Toda lastnim očem skoraj ni mogel verjeti, ko je videl, da rešeto vodo drži. Ko pride domov, položi rešeto z vodo na klop in leže vznak na peč. Mačehi pa se nikakor ni zdelo prav, ker je v rešetu vodo prinesel. Zato si je mislila, da mora biti čarovnik. Nažene ga v hosto, naj ji hitro bukev za drva poseka in jo privleče domov. Čeravno nejevoljen, se ji vendar vda in se odpravi z doma. Ko pride v hosto, zažene sekiro na tla, si izbere bukev in reče: zlata ribica, da bi bukev padla. In bukev že leži na tleh, on pa sede nanjo, spet spregovori znane besede in bukev se začne gibati naravnost proti domu. Pot je vodila mimo gradu, v katerem je ravno mlada gospodična pri oknu stala. Čudno se ji zdi, da bukev sama nese nerodneža, namesto da bi jo on s konji vlekel domov. Zato mu zakliče: glej ga, nerodneža, namesto da bi on nesel bukev, pa bukev nese njega. Ti si zares čarovnik. To je bilo nerodnežu preveč. Mislil si je: počakaj, počakaj, ti bom že pokazal, ker praviš, da sem čarovnik.
Zato iz jeze v imenu zlate ribice poželi, da bi Gospodična zanosila in gre svojo pot dalje. Ko na bukvi prihaja domov, si mačeha misli: No, zdaj pa vem, da zna čarati, in ga z besedami: Poberi se mi, čarovnik, izpred oči, nič več te nočem trpeti doma, spodi od hiše. Ker ni vedel, kam naj se obrne, se ponudi v graščini za pastirja in tam ostane. Gospodična pa je rodila prav zalega fantička, za katerega nihče ni vedel, kdo je njegov oče. Ko je bil fantič že 3 leta star, je povabil graščak vse viteze tiste dežele na veselico. Bili so prav dobre volje. Graščak odvede svoje drage goste v prostrano dvorano, kjer je bil 3 leta star fantiček z zlatim jabolkom v rokah. Graščak je namreč rekel: komur bo fantič jabolko podal, tisti je njegov oče. Toda fantič ni hotel dati jabolka nikomur iz rok. O tem pa je slišal tudi pastir in je šel v tisto dvorano, kot da išče gospoda. Ko odpre vrata, mu že nasproti priteče otrok in mu ponudi jabolko. Graščak pa še vendar noče verjeti, da bi bila njegova hči s pastirjem imela otroka, in pravi: če boš prej ti vagan je okoli 25 litrov, orehov preštel, kakor jaz pečeno gos razrezal, ti bom šele verjel, da je otrok tvoj. Pastir je bil s tem zadovoljen in si je dal prinesti orehe. Gospod pa kokoš. Oba sta se spravila na delo. Pastir gospoda niti ne pogleda, kaj dela, temveč hitro premetava orehe ter vsakikrat reče: zlata ribica in ta 2 orešca. Graščak pa si je mislil, da bo tako prej gotov kot pastir, in upira van oči. In glej, pastir je orehe že preštel, priden je gospod kokoš načel. To ga razjezi, nikakor še ne more verjeti, da bi bil pastir oče hčerkinega otroka. V jezi zapove, naj hčer pastirja in otroka denejo v sod in vse skupaj vržejo v vodo.
Lepa gospodična je usodo jokala, ker se je gotove smrti bala. Toda pastir jo je tolažil z besedami. Nič se ne boj, dokler sem jaz pri tebi, se ti ne bo pripetilo nič hudega. Ko se je pastirju zdelo, da je sod po vodi že dosti daleč priplaval, reče, naj sod skoči na suho in se raztrešči. Že so na suhem in vidijo pred seboj lep grad. Trije gredo naravnost van. Ko pridejo v grad, jih z veselim glasom pozdravijo. Dobrodošel, naš gospod. Tu je prejšnji pastir zdaj ostal in postal imeniten gospod. Dobrota je vedno poplačana. Zato, dragi otroci, bodite dobri ter delajte dobra dela. Vsak dan, vse dni. Srečno!